Dame in gospodje, reporter Milan sem ponovno na Sidi resnice, prihaja december in s tem bo tudi prišel čas, ko bo bolj pogosto pri nas na vratih pozvonilo tudi doma, ne samo, ker nas bodo pogosteje obiskali prijatelji in znanci, pač pa tudi zato, ker je prišel čas prodaje koledarjev in nabiranja takšnih in drugačnih dobrodelnih prispevkov. No, izvedel pa sem tudi, da je to čas, ko se pri Silverjevih doma pripravljajo na te za njih, kot pravi gospod Silver, neljube dogodke. Zakaj točno sem ta trenutek pri Silverjevih in najbolje, da mi kar gospod Silver sam razloži. Dober dan, gospod Herman, hvala, da sem lahko prišel spet. Ja ne, ker tak ni, ne vem, zakaj bi zdaj jaz mogel, tak nisi niti vabljen bil. Mi imamo tu normalne družinske vaje, jaz ne vem, kaj zdaj ti si tu zopet mene izpostavljaš. Mi pač imamo svoj način, da krvavo zaslužen nar ne razmečemo okrog. In sve, jaz sem tu zaslužen, da ga ne. Ja, pa verjetno niste edini, pa mogoče, če bi ja, to... Nismo te pa i drugam snemati. Mislim, kaj zdaj si mene tu? Pač vaš način. Ja, pa pač imamo vajo, pa nijam zdaj cajta, ker pol grem delat. Jaz sem zdaj prišel iz službe vun, da povadimo, ker še za razliko od mnogih hodim službo. Ne pa z mikrofonom okrog. Dobro, no pa če bi lahko jaz... Ja, to ne govori. Dovolil sem ti, da snemaš, ker te baba zopet moja obvestila, baba, ki je še pred 6 leti dala cirka 300 evrov za razne, pa govorila, kako bomo imeli srečo, pa na lotu trofli, pa lota sploh ne plačuje, tako da zdaj pa sem jaz s tem naredil že 5 let konec. In tako je mi ne damo. Jaz nesem gasilcem sam jim nesem, pa jim dam, ker sam pogasit ne moreš, pa tako imajo dedi slaje plače in poklice, to sam nesem, drugo pa ne. Enostavno ne. Ja no, Herman, samo jajca si pa jedel, ko sem jaz pri vratih. Kaj boš nehala? Od 1.12. ne odpiramo, oziroma se ravnamo po mojih navodilih. Kaj se Froce mogla poslušati, kaj se nas zapomniš, če pozvoni, kaj naredimo? Ja kaj Froce, sedaj jaz vem, kaj se naredi. Ja, ko smo sami doma, če pozvoni, torej pomeni, da ni doben od nas, ker vsi imamo ključe, pa lahko odklenemo in to pomeni, da se naredimo tiho, ko miške se potuhnemo jaz ali pa mali se vržemo na pilota, pa stišamo televizijo. Če pa pozvoni še enkrat, pa začnemo z malim oba lajati. Čuj, Ata, jaz letos ne bi lajal. Kaj lahko plan B? Kaj te kdo vprašal, kaj? Poslušaj, mamo, ti pravim, kaki plan B? Ne govori tega. Kaj pa je plan B? Ja, v desno roko vzamem kuhinjski nož, oni keramični, japonski, v levo roko pa škarje. Kaj boš nehal, nobeni dal takih navodil, kaj noriš? Če pa si rekel, Ata, pa še povedal si mi, da lahko poštarja v nogo piknem, ker sigurno nič dobrega ne prinaša. Samo položnice. Kaj boš nehal, ti pravim. Drži se plana A. Ja kaj, Ata, ko si pa ti doma, pa lahko odpiraš. Pa se jim dereš, bolj marš, delat se spravite. Pa daj mali tiho, bodi ne dela živčnega, Ate, a no, kaj si ti nor. Čuj, Herman, kaj pa keglaškemu klubu bi jaz dala samo 5 evrov. Tam veš, ko je moj sodelavec Fonza not. Pa kaj me briga, ne boš pri vratih davala. Pa Fonza vsem povedal, pa umeli nalepljene na vrata, kaj ti si bolana, ali kaj ne dajmo nobenemu. Kaj bo, ti ponovim vajo? Ja nič, tem pač Fonza je vnesla. Vredi, te pa ti še dal 150 evrov, pa kuj tam ostane. 155 mata dovolj za začetek. Pa da kaj si taki? Lape drži, si rekel. Smo perajt ali nismo? Dobro, hvala lepa, ker vidite, to je vaja, do naslednjič ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.